AMZS Idealna linija je na Madžarskem na Pannonia ringu spremljala drugo dirko cestno-hitrostnih motociklistov za točke državnega prvenstva. Avtomoto zveza Slovenije je obeležila 100-letnico prve motociklistične dirke na Slovenskem s slovesnostjo, ki je potekala v okolju Tehniškega muzeja v Bistri. Matej Žagar po prvih dveh preizkušnjah za svetovno prvenstvo v Speedwayu ne more biti zadovoljen. V Žireh so se za točke državnega prvenstva prvič v sezoni merili vozniki cross-countryja. Cestno-hitrostni motociklisti so se na Madžarskem pomerili za nove točke državnega prvenstva. Potem, ko je drugo preizkušnjo sezone na Grobniku v začetku julija odpihnil premočan veter, so imeli organizatorji za tekmovalce tokrat idealne pogoje za dirkanje. V bistvu smo imeli veliko sreče, ko je bilo lepo vreme, ker so meje kljub koroni ostale odprte, tako da se je to vse naredilo, kako se mora. Na Pannonia ringu so se odvijali zelo zanimivi obračuni za čim boljša mesta. Organizatorji pa so se pri izvedbi prireditve zelo potrudili. Vedno pa je v bistvu odvisno od tega, kako lahko delaš, da si narediš ime, da dobiš zaupanje motoristov, to je najbolj važno in nekako se trudimo, da smo vedno ustrežljivi, da vedno poskušamo dovoliti kakšne posebne želje ali kakšne posebne potrebe. Vse dirke vseh treh kategorijah so potekale brez težav, brez padcev, brez incidentov, tako da upajmo, da bo šlo naprej še tako. Vseeno je nekaj težav bilo, a imeli so jih predvsem dirkači. V razredu Superbikes je prvi favorit Marko Bolko na prostem treningu poškodoval levo ramo. Kazalo je vse na to, da nekako ne bo možno voziti, vendar smo pol z pomočjo fantov na dirkališču tole ramo sanirali. In to celo tako dobro, da je Bolko tekmece na stezi pustil daleč za seboj ter dirko prepričljivo dobil. Glede na poškodbo moram reči, da so časi dobri, pričakujem pa seveda še boljši rezultat v zadnji dirki, ki je ravno tukaj spet na tem dirkališču. Na zmagovalnem odru sta Bolku družbo delala Nejc Dežman in Matic Berzin. Prvi favorit za zmago v razredu Supersport 600 je bil Bor Klemenc, a mu jo je zagodla okvara motorja. Pot do zmage se je tako odprla Žanu Modicu, ki ima sicer za seboj pisano motošportno pot. Dirkam od svojega 5. leta, začel sem vozil motocross, potem pa od 2007 do 2013 supermoto. S cestnimi sem začel pa leta 2018 čist iz hobija, tako da zdaj se odločil mogoče malo več pelati. Pogoji na progi so mu zelo ustrezali. Na motorju sem zelo živel, drugič sem bil na tej progi, tako da sem svoj čas še izboljšal. Da se lahko dobro kosa s fanti je pokazala Nina Berlič, ki je pristala malce pod zmagovalnimi stopničkami na 5. mestu. Ob Modicu sta sicer zmagovalni podium zavzela še Domen Lipnik in Miha Dobravec. V kategoriji Supersport 300 Gašper Hudovernik ni dovolil presenečenja, čeprav mu ni vse šlo gladko. Malo sem imel težav s predstavljanjem odbol, pa s klopko, ampak smo malo popravili te težave. A to ga ni pretirano zmedlo in si je suvereno privozil zmago. Konec je bil kar super, ker nas je bilo več iz te klase in ker se v krupi pele še veliko lažje. Na mestih 2 in 3 sta se za njim zvrstila Gašper Čarman in Primož Vindišar. Rad bi se zahvalil vsem voznikom za požrtvovalnost in fair vožnjo. Vsekakor si želimo več mladine. Želimo si, da bi imeli veliko več mladih dirkačev, ki bi mogoče začeli tekmovati v razredu 300 kubikov in upamo, da bo do tega prišlo. Tudi prihodnja preizkušnja za točke državnega prvenstva, ki bo hkrati zadnja v sezoni, bo na tem dirkališču in sicer 20. oktobra. – 29. avgusta je minilo točno 100 let od prve motociklistične dirke na ozemlju današnje Slovenije. To vsekakor pomeni nek začetek, nek stop v države zahodne civilizacije, ker je pravzaprav ta pešna kultura bila že malo dlje in takrat smo se pridružili tudi njim in postali tudi na tem področju del Evrope.
Avtomoto zveza Slovenije je častitljivi jubilej in spomin na izvedbo obeležila s slovesnostjo, ki je potekala v Tehniškem muzeju v Bistri. Prireditev pa je podprlo tudi podjetje Akrapovič, ki slovi po najkvalitetnejših izpušnih sistemih za sodobne motocikle. Že veliko je to, da ta organizacija, da se je v tem stoletju toliko ukrepila, da daje možnost obeležjem in dejansko vsem tistim, ki so v tistih cajtih, ki so začeli, rečemo, 100 leti nazaj, in pa mogoče vsi tisti, ki smo bili poznejše generacije, da se teh dogodkov sploh še spominjamo. Seveda smo zelo ponosni in z veseljem in pa z zadovoljstvom gledamo na preteklost. Dirka daljnega leta 1920 je potekala na Makadamski cesti od Podlipe do Smreča. Proga je bila dolga 8 km z višinsko razliko 350 metrov. Razmere takrat seveda niso bile primerljive z današnjimi. Mejniki so bili sigurno dejansko v tem bolj pomembni, da se je dejansko navadnih cestnih dirk, uličnih predstavljal zadeva na dirkališča. In dirkališča so bila v tistih časih zelo popularna, predvsem v drugih državah, v zahodnem svetu. Tehnika je seveda močno napredovala, spremenilo pa se je še marsikaj drugega. V tistih časih so take ceste bile, to ni bilo nobenih kakšnih širokih cest in povzeli so se po takih, potem nekateri, ki so imeli veselje, so šli pa še na dirko. So bili dobri, da so takrat že začeli z dirkami. V bistvu gre pri dirkanju vedno za kompromis med tehniko, ki jo imaš na voljo, in med stezo, ki je na razpolago. In v bistvu biti hiter je vedno težko. Enako težko pred 100 leti, tako kot je bilo takrat težko, je težko tudi danes. Moram reči, da so bili že drugi pred mano, ki so nekako odprli vrata takrat v Evropo in je bilo definitivno lažje. Zadeva je šla toliko naprej, kompletna industrializacija in tehnologija, da če nimaš možnosti, da te vzamejo na izboru v en tovarniški tim, dejansko nimaš možnosti, da prideš do pravega rezultata. Cestni odsek, ki je bil pred 100 leti prizorišče krstne dirke na Slovenskem, je danes asfaltiran. Tedanja poljska pot je danes cesta, ki povezuje Žiri z Vrhniko in zdaj jo krasi tudi tabla, ki bo vse spominjala, da so tu naši predniki postavili mejnik v slovenskem motošportu. Zelo je pomembno to, da se zavedamo, da za uspehe je potrebno delati, da je potrebno vlagati. S svojim bratom skupaj treniramo kar precej mladih motokrosistov. Vidim, da je zelo pomemben, da jim odpremo vrata v svet, da se jim pokaže, da je vsak šport, ne samo motokros, izredno zahteven in da si morajo sami želeti in da jih v bistvu da zrastejo tako na osebnostnem kot nivoju v športu. Pripričan sem, da čez 50 let na bencinski motorje skoraj verjetno ne bo več dirk. Bo bolj futuristična zadeva. Številne motošportne uspehe iz preteklosti v zadnjem času v sedanjosti pooseblja aktualni svetovni prvak v motokrosu v razredu MXGP. Je pa Gajser dejansko postavil res največji mejnik, da smo Slovenci dobili svetovnega prvaka v dominantni klasi. Tako kot v podobnih panogah, tudi tu se vidi, da so paci izpolnili. In prav Gajser je s svojimi predhodniki v drugih motošportnih panogah pokazatelj, da je seme dirkanja na motorjih v Sloveniji tudi po zaslugi prvih pionirjev, ki so pred 100 leti dirkali na progi Podlipa-Smrečje, padlo na zelo plodna tla. Vroclav je bil prizorišče uvodnih 2 dirk od skupno 8, ki bodo v letu 2020 odločale o naslovu svetovnega prvaka. Na obeh je vozil tudi naš serijski državni prvak Matej Žagar. Prvo je končal na 9. mestu in se mu je polfinale izmuznil le za las. Zmage pa se je veselil Rus Artem Laguta. Druga preizkušnja sezone za točke svetovnega prvenstva je bila že naslednji dan. Po njej pa je bil slovenski speedway šampion Matej Žagar razočaran. Žal mu na stezi ni šlo nič po željah. Zasedel je 13. mesto, prvo pa si je privozil domači as Mačej Janovski, ki je tudi prevzel prvo mesto v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo.
V Žireh je bila minuli konec tedna na sporedu prva dirka sezone v cross-countryju za točke državnega prvenstva. Organizator MZS je za prireditev in pripravo proge, ki je privabila tudi številne tekmovalce iz Italije in Avstrije, požel pohvale. Dirka je bila v redu, komaj smo čakali po dolgem premoru, se je končno odvila cross-country dirka. Organizacija je bila v redu. Na suhi stezi je bilo zelo zanimivo in napeto, saj nihče ni želel popuščati. Vsak je hotel iz motorja in sebe iztisniti čim več, čeprav se je na določenih mestih soočil s težavami. V hostu je bilo malo vprašan, se na vsake cajt ni videl, ampak je bilo nemožno. Prve točke državnega prvenstva so za zmage vknjižili Nik Podobnik v razredu Enduro 85, Gal Hauptmann, ki je slavil v kategoriji Junior 23, Luka Kutner v razredu Gold in med veterani v kategoriji Gold Janez Rant. V nedeljo 13. septembra bo v dolini pod Kalom četrta dirka državnega prvenstva v motokrosu. 13. septembra se bodo zadnjič v sezoni za točke državnega prvenstva merili vozniki kartinga in sicer v Slovenji vasi. Glejte AMZS idealno linijo in podpirajte slovenski motošport.